Živijo. Moje ime je Sandra Antič in prihajam iz Ljubljane, oziroma živim v Ljubljani. Sem profesorica nemščine in sociologije. Stara sem 34 let. Moja družina pa prihaja iz Republike Srpske, iz Bosne in Hercegovine. Preselili so se pa v Slovenijo še v času Jugoslavije. Na moje vsakdanje življenje je v bistvu veliko bolj vplivalo v moji mladosti, oziroma v najstniških letih, v osnovni šoli. Potem sem pa sama nekako si zgradila to identiteto. To, da vem, kaj sem po narodnosti, da sem Srbkinja, ampak če malo bolj razmislim, sem na nek način tudi Slovenka, na nek poseben način, ne? Če ne gledamo glih na krvna zrnca. In to pa pravim predvsem zaradi tega, ker sem odrasla tukaj, ker govorim slovenski jezik, skoraj da več kot srbski, to doma. Ker tudi razmišljam v bistvu o tem jeziku, lažje se izražam tudi, priznam. In je veliko tega pač povezanega pač s Slovenijo in slovenskim jezikom. Ko se je začela osamosvojitvena vojna za Slovenijo, se je čutila ta napetost, ta tenzija tudi v šoli, pa tudi skozi medije in podobno. Pri pouku slovenščine sem to opazila, kako je učiteljica izgovarjala moj priimek, je nekako poudarjala ta mehkiča na poseben način. In če sem v spisu napisala kaj takega, kar ni bilo najbolj pravilno, ne, da je bilo mogoče v povezavi z jezikom, kot ne vem, da je bila kakšna srbska beseda ali pa napačno napisana, ne, v slovenščini, je to na glas brala in se na nek način v bistvu norčevala iz tega. To sem jaz tako dojemala. Mogoče sem kakšne opazke, pripombe drugih, ki niso letele v bistvu name, ker sem bila, ne vem, pač odlična učenka, pridna sem bila, nisem imela nobenih konfliktov z nobenim, ampak če so se drugi na to temo pogovarjali, pa je letela kakšna grda opazka, sem to v bistvu jemala tudi kot svoje, no. Saj sem jaz tudi iste narodnosti in če je bilo namenjeno njej ali njemu to, se je v bistvu tudi meni na nek način. Pa mogoče mi je bilo prej malo sram zaradi tega, ampak potem z leti, ko rataš tudi bolj samozavesten in vse skupaj, da to mine. Da to mine, ampak ti moraš sam priti do tega, ker kljub temu, da ti, ne vem, starši govorijo, da te bodrijo doma, pa ne vem, prijatelji, kakorkoli, dokler ti sam pri sebi ne prideš do tega, da se moraš zavedati, od kje nekako prihajajo tvoje korenine, kdo si, kaj si in da stojiš za tem, in potem te nima biti kaj sram, ali pa da bi kdo omajal to zaupanje vate, a ne, s kakšnimi besedami. Pač preslišiš, no, gre skozi eno noč, skozi drugo ven, medtem ko si pa še tako v rosnih letih, pa te to kar prizadene, no. Moram priznati, da ostane in se ukvarjaš s tem kar veliko, no. Sem si pa velikokrat želela, to pa predvsem pač v osnovni šoli ali pa v gimnaziji na momente, da bi bila jaz Slovenka, ta prava, originalna, zato da se ne ukvarjam s tem. Da mi je vseeno za take stvari. Da če včasih, če se preveč sprostim in rečem L, a ne, malo trdi L, da se ne bojo norčevali iz tega, ali pa da ne bojo tega poudarjali, kako si pa to rekla, ali pa karkoli na to temo. Potem, ne vem, da se ne ukvarjajo z mojim priimkom, da v bistvu, da ima tudi enake navade kot ostali. Zakaj jaz ne moram praznovati Božiča takrat, ko ga vsi praznujejo? Se mi zdi, da se te mlajše generacije ne ukvarjajo več na tak način s to temo, kakor smo se mi, ker je bilo to zelo takrat aktualno, ne. Se mi zdi to kar malo tako čisto navaden ratal, da si pač kar si, ali pa če prihajaš iz druge države. Verjamem pa, da vseeno se razlikujejo od drugih, ne vem, od Slovencev po imenu, potem kako se doma pogovarjajo in tako naprej. Jaz jim svetujem, da
naj ohranjajo to svojo identiteto oziroma svoje navade, naj tega ne spreminjajo za voljo drugih, ker bi jih bilo naprimer sram ali pa karkoli v tej smeri, zato ker poudarjam in se stojim za tem, da moraš najprej vedeti, kdo si in kaj si. In če boš zavzel tako stališče, te bodo tudi drugi cenili. Potem pa, da seveda spoštuješ kulturo in navade in vse, kar gre v ta paket države, kjer si, ker v bistvu se lahko skozi življenje selimo. Pač danes so možnosti večje kot prej, mogoče mobilnost je boljša in lahko zamenjamo veliko držav. In to je ta osnova, da se naučiš tega jezika, da spoštuješ to kulturo, svoje navade pa ohranjaš doma.